Značilnost za ljudi, ki se rodijo v Brdih, je to, da ženska je brika, moški je bric. In kadar pogledam te predsednice, tle v Višnjeviku, mislim tako, ma se to niso predsednice, se to so kot neke misice. Kaj ne rečemo od naše rebule? Vsi veste, da je avtohtona sorta, ji rečemo kar najstarejša brika. Tle v Višnjevku smo celo napisali, da Višnjevik je rojstni kraj rebule, ampak to ne kar tako na pamet. Meni mi je zelo všeč ta trditev, Egon, poslušaj to zdaj. Rebula je primerna tako za v brajdu, kot za bolj svečane priložnosti, prav tako kot vsaka brika. Ti všeč? Rebula in brika so za vsako priložnost. Tako. Za doma pa kadar greš ven. Dobro. Glede na to, da je praznik rebule in oljčnega olja, je prav, da povemo tudi nekaj o oljki. V Brdih je bila oljka kar prisotna vse do leta 1929, ko je prišlo do velike pozebe in je nekako izginila z tega področja. Vse do leta 1978, ko je gospod Bruno Podveršič, žal pokojni, takrat dejal: monokultura je slaba za zemljo in za človeka. Če poznaš le eno stvar, postaneš neumen. Bog pa nam je dal zemljo, ki rodi vse. Tako je leta 1978 zasadil prvo oljko iz starih čokov, spet vzgojil avtohtono sorto briško črnico in tisočletna mediteranska kultura sicer narekuje, da je oljka, vino in kruh sestavina človeškega blagostanja. Velik razmak oljkarstva v Brdih je pripeljal do tega, da se je ustanovilo društvo oljkarjev. Briško olje vsebuje zelo nizko vsebnost oleinske kisline in zato je kategorizirano med ekstra deviška olja. V vasici Gradno je tudi najstarejši oljčni nasad. Vsem prav lep pozdrav v imenu občine Brda. Živimo pač obdobje, kot ga živimo, ampak verjamete, da z nekim pogumom, z neko odločnostjo, neko vztrajnostjo to Brici znamo, Slovenci tudi to znamo in vemo, kako moramo naprej premagati tiste hude čase, ampak vse bo lepo išlo. Tu vidim ogromno kronanih glav pod mano, tudi njem poseben pozdrav in bom rekel, njihova prisotnost prav sigurno daje neki poseben pečat, neko posebno težo temu dogodku. Ta praznik rebule in oljčnega olja se še kako komponira v dogajanje in promoviranje občine Brda. Tle ne vem, ki je, a so res samo lepotice in kraljice. Jana, prvo, čestitke za prvo krono. Tako, prišel je čas, ko bo krono prejela moja naslednica. In to pomeni tudi zaključek mojih kraljevih poti. Biti prva kraljica rebule mi je bilo vsekakor veliko čast, zato sem tudi svojo nalogo zvesto opravljala. Če bi naredila en kratek povzetek mojega kraljevanja, moram reči, da je bilo včasih tudi kar naporno, seveda pa tudi aktivno in pestro. Prinašam vam prav lepe pozdrave iz osrčja Slovenskih goric, tam se namreč nahaja cerkvenjak. Lepo pozdravljeni, dragi Brici. Jaz sem pa Špela, tretja kovska vinska kraljica, tako da za vse tiste, ki ne veste, kje je kok, prihajam iz osrčja Prlekije. Sem Anja, deveta vinska kraljica Radgonsko-Kapelskih goric. Vesela sem, da sem lahko prišla k vam, da sem spoznala ta prečudovita goriška Brda. Veseli me, da sem tudi jaz bila povabljena sem v Brda. Počutim se super, danes zjutraj smo se popeljali z džipi po vaših krajih. Jaz sem le čisto navdušena, jaz mislim, da bom kar pripeljala svojo družino in prijatelje sem. Marsikdo me je vprašal Svečina, kje pa je to? Ja, en del Štajerske, ki je povezan z Avstrijo. Smo severno od Maribora, zahodno od Šentilja in naši vinogradi se prepletajo z avstrijskimi, tako kot se vaši tukaj z italijanskimi. Gre še ena posebna zahvala Jani v imenu celotnega slovenskega vinskega kraljestva, ker si nas podpirala in bila naša prijateljica toliko cajta in kakor so rekle, krona danes gre, ampak prijateljstvo ostane. Verjetno boš povedala ki o izboru nove kraljice.
Seveda bom povedala. Sploh ni bilo nobenih težav, ker nam je bilo najbolj važno, da naša kraljica Rebule zna povedati nekaj o Rebuli v vinogradu, o Rebuli, ko je nalita v kozarcu. In jaz vam povem, da tle je steklo tako gladko, da smo ostali kar vsi odprtih ust. Ob zvokih fanfar smo dobili novo kraljico, kraljico Tejo Erzetič. Čestitke vse, samo kraljica ne postane kraljica, če ne dobi krone. Kraljica Erzetič Teja. Jaz, Teja Erzetič, slovesno sprejemam veliko čast služenja v ugledu Rebule kot druga kraljica Rebule. Nalogo, ki mi je zaupana, bom opravljala odgovorno in zavestjo, da je vsak dan, ko sem ji zapisana, namenjen izročilu žlahtnega poslanstva kraljice Rebule. Potrudila se bom, da bo naš vinorodni okoljež Goriška Brda tudi z mojo pomočjo še bolj prepoznaven in cenjen. Prizadevala si bom, da bi vsi spoznali dobro plat vina in da bi razumeli njegovo povezanost s slovenskim človekom. Za skupno dobro naše domovine, Goriških Brd, mi ne bo nikoli žal ne časa in ne moči. Jana, hvala lepa za tvoj prispevek, čudovita, izjemna si bila, jaz sem rekel, tako kot naši bivši vinski kraljici na nacionalnem nivoju, pazi se, da te ne bomo brici znucali. No in verjamem, da si bila več kot uspešna in glede na tvojo vztrajnost si uspela resnično. Novi kraljici pa ravno tako, naj bo pa malček izziva, bodi taka, kot je bila Jana in mi bomo s tabo zadovoljni. Če boš še boljši, bomo čez leto, čez dve še bolj zadovoljni in se te bomo zahvalili prav tako za tvoj prispevek. Brici te rabimo. Hvala lepa.